V današnjih novicah med drugim v Novem mestu za individualni način zbiranja odpadkov. Jutri začne veljati pravica do odklopa. Danes na meniju tradicionalni slovenski zajtrk. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo v dolenjski prestolnici. Novomeški svetniki so namreč na včerajšnji seji občinskega sveta sprejeli strategijo prehoda na individualni način zbiranja komunalnih odpadkov. Trenutni sistem temelji na integralnem pristopu, kjer več gospodinjstev oddaja odpadke na skupnem prevzemnem mestu. Kmalu pa bo ta zgodba drugačna. Nov sistem zbiranja odpadkov bo veljal za celotno novomeško občino, uvedli pa naj bi ga do sredine leta 2026. Gre za to, da imamo v širši Evropi sprejeto strategijo, kjer je treba doseči do leta 2030 70% ločeno zbiranje odpadkov. V novomeški občini imamo zelo učinkovit, predvsem cenovno učinkovit sistem zbiranja odpadkov, ki pa je prišel do približno 50% ločeno zbranih odpadkov, kar pa ni dovolj. Individualni način zbiranja odpadkov bo tudi povečal odgovornost posameznika. Omogočala bo boljši nadzor in tukaj računamo tudi na podlagi že uvedenih pilotnih projektov zbiranja, ločenega zbiranja, individualnega zbiranja odpadkov, da bomo lahko dosegli med 15 in 20% više stopnje ločeno zbranih odpadkov. To pa bo seveda vplivalo tudi na cene položnic. Predvsem seveda je to dražji sistem, ki pa bo hkrati tudi prinesel pocenitve zaradi manjšega obsega obdelave in odlaganja odpadkov in mislim, da lahko tudi z dobro organizacijo, načrtovanjem in tudi sodelovanjem vseh občanov pridemo do dokaj vrednostno nevtralnega učinka na naših položnicah. Kljub več pomislekom so svetniki sprejeli to strategijo z 20 glasovi za in 1 proti. Po mojih ugotovitvah ločujemo v kuhinji, drugje pa ne ločujemo, v otroških sobah, v kopalnicah, v garažah, kjerkoli so koši, na vikendih. Tam se ne ločuje in v bistvu tle je treba večji poudarek dati na izobraževanju in opozarjanju. Nikakor se ne morem strinjati z trditvijo, da imamo dobro pripravljeno gradivo, na podlagi katerega bi se lahko dobro odločili. In to mi vzbuja pač nek pomislek, a so bile tudi v ozadju tega gradiva, se pravi pri komunali pa na občinski upravi, a so bile narejene pač res vse potrebne analize, na podlagi katerih bi mi prišli do najboljše možne odločitve. Ko ste omenili, da gospodinjstva trznemo na opomnike, da kaj nismo narobe naredili, to verjamem in se mi zdi prav, da se kontrolira homogenost teh odpadkov in da je to sistemski ukrep. Torej, ko nekdo ne naredi, ne loči tako, kot je treba, mora da biti nek opomnik, najprej opomnik, potem sledi višja položnica ali karkoli. Če že sprejemamo novo strategijo in zasledujemo cilj, ki nam ga Evropska unija narekuje, bi si želel, ali pa bi bilo mogoče fino, da bi bili mi še bolj ambiciozni, ne do teh 73-75%. Naš cilj bi lahko bil zero waste, dodaja Levičar. Individualni način zbiranja odpadkov so sicer že uvedli v številnih slovenskih občinah in tam so rezultati zelo spodbudni. V novomeški občini si želijo podobno uspešne zgodbe. Ostajamo v svetniških klopeh in se selimo v sosednjo občino. Topliški svetniki so, kot smo poročali, na oktobrski seji zavrnili osnutka proračunov za leti 2025 in 2026. Na novembrski seji pa je župan Franc Vovk v sprejem ponudil le osnutek za prihodnje leto, ki so ga člani občinskega sveta soglasno potrdili in ga poslali v javno razpravo. Ta poteka do vključno 13. decembra. Na oktobrski seji, tako župan, je bilo kar nekaj pozitivnih razmišljanj. Svetniška skupina SD je obenem predlagala, da bi se o proračunih podrobno pogovarjali. Kot je dodal, je njihovo pobudo sprejel, čeprav je vse svetnike povabil k sodelovanju že 2 meseca prej.
smo se takoj potem dobili in se uskladili, predvsem glede sprememb. Seveda pa ena od največjih sprememb pa ni posledica našega usklajevanja, ampak dviga povprečnine ali pa glavarine. Ta se je namreč po njihovi seji v oktobru za prihodnje leto dvignila na dobrih 771 evrov, kar za topliško občino pomeni 192 tisoč evrov več prihodkov. Del teh prihodkov smo namenili za fotovoltaiko, torej električno elektrarno, solarno elektrarno na našem novem vrtcu, 107 tisoč evrov. Preostanek do razlike 192 tisoč pa za investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov. V sklopu te postavke nameravajo urediti novo brv v naseljih. Morda pa uspejo asfaltirati še del ceste od Brodnikove kapelice proti Cvibljam v Dolenjskih Toplicah. Proračun za prihodnje leto sicer predvideva dobrih 6,6 milijona prihodkov in slabih 7,6 milijona odhodkov. Od tega za naložbe načrtujejo 3,6 milijona. Sigurno še naslednje leto bo kanalizacija Gornje Gradišče. V osnutku proračuna je tudi gradnja novega vaškega doma na Dolenjih Sošicah. Ta dom je bil načrtovan za na nek način že lansko leto. Na razpis Ministrstva za kulturo pa so prijavili obnovo zidov gradu Soteska. Za razliko od dolge razprave pri tej točki pred dobrim mesecem se tokrat ni oglasil nihče od svetnikov. V drugem branju bodo proračun predvidoma potrjevali na decembrski seji. S sprejemom proračuna še v tem letu bi se izognili začasnemu financiranju. Biti vedno dosegljiv je postala stvarnost številnih delovnih mest. Pričakovanje po nenehni dostopnosti pa ustvarja pritisk na zaposlene ter pomeni tveganje za njihovo varnost in zdravje. Jutri začne v Sloveniji veljati pravica do odklopa, ki pomeni, da delavec v času izrabe pravice do počitka oziroma upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim dokumentom ne bo na razpolago delodajalcu. Pravico do odklopa so podrobneje predstavili na nedavnem bonus dnevu v Mirni Peči. V Sloveniji smo novembra lani uzakonili pravico do odklopa s sprejemom novele zakona o delovnih razmerjih. 16. novembra se tako izteče enoletno prehodno obdobje. V resnici ni nič novega, zdaj samo to potrebno zapisati, formalizirati. Še vedno pa obstaja šopek podjetij, kjer se te stvari, kjer so meje zabrisane in tam bo potrebno urediti, dokdaj je res delavec dela, kdaj je njegov čas za počitek. Predstavnike nekaj podjetij smo povprašali, v kolikšni meri bo nova uzakonjena pravica vplivala na njihovo delovanje. Za nas nekih velikih sprememb ne bo zagotavljal, tako da zaposlenim za pravico do odklopa zagotavljamo. To je stvar kulture podjetja in jaz verjamem, da so podjetja že do zdaj zelo dobro poskrbela za to, da zaposlenih niso obremenjevali zunaj delovnega časa, le takrat, ko je to res izredno ali pa nujno potrebno. Omogočamo nam zaposlenim proste popoldneve, pretežno je delo dopoldne in kjer ni potrebno, ne kličemo ali pa nismo dosegljivi. Če je slučajno, da ga rabim za nojno zlo, popoldne ga bom glih tako poklical. Če se bi bojavil, bo, če pa ne, pa meni otežuje delo s tem. Ravnateljica osnovne šole Vavtava Sabina Erjavec zagovarja pravico do odklopa, saj jo vsi potrebujemo. Seveda se nam zgodi, da bo zvečer nek učitelj, vzgojitelj sporočil, da je bodisi zbolel, da je zbolel otrok in da ga naslednji dan ne bo. Takrat v tistem trenutku je potrebno organizirati delo. Tukaj gre za nujni primer. Sicer pa delavcem zunaj delovnega časa, kot že doslej, ne bo več treba odgovarjati na klice in elektronsko pošto delodajalca. Ker sta to pravilo in s tem pravico do počitka v praksi pogosto kršena, s pravico do odklopa zavezujemo delodajalce k sprejemu posebnih ukrepov. Vsi ukrepi morajo biti zapisani pisno, zdaj je to pravilnik, je aneks ali je sklep, odvisno od organizacije, velikosti podjetja. Dejstvo pa je, da morajo biti s temi ukrepi delavci seznanjeni. Ureditev pravice do odklopa sicer ne posega v pravico delodajalca, da uredi delovni proces v skladu z določili delovnega časa, odmora in počitkov ter odsotnostmi, kot jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali splošni dokument. V nujnih primerih, ki so tudi opredeljeni, bodo tako delavci še naprej dosegljivi.
Današnji zajtrk je bil po vseh vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje pristno slovenski. V sklopu projekta, ki ga uresničuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so postregli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Prvi in najpomembnejši obrok dneva smo pojedli v otroškem vrtcu Metlika, ki že nekaj let sodeluje v tem projektu. Kaj je bilo na meniju, vam bodo zaupale zvezdice. Jabolka, med, maslo, kruh in mleko. Maslo, med, mleko. Med pa maslo, pa mleko. Zakaj je dober takšen zajtrk? Za mišiče, da se rastemo. Kaj pa je najboljše? Med. Zato, ker je zdrav. Zelo gostoljubni so bili tudi ježki. Vabila za mizo ob takšnem zajtrku pač ne gre zavrniti. Kakšen je zajtrk? Kaj je najboljše? Med, maslo in med. Kaj pa mleko? Dober tek, ne? Se nam zdi pomembno, da otroka že od rane mladosti navajamo ne samo na zajtrk, ki naj bi bil najpomembnejši obrok, ampak v to našo dejavnost vključujemo tudi lokalne pridelovalce hrane. Saj je ta hrana bolj kakovostna in ima manjši ogljični odtis. V zahvalo lokalnim pridelovalcem in dobaviteljem hrane vrtčevski zaposleni in otroci pripravijo tudi kulturni dogodek. Zelo sem bil vesel povabila na prireditev, da lahko tudi kot ponudniki lokalne hrane pogledamo, kako otroci sprejemajo sam dan, tradicionalni dan slovenskega zajtrka in kako tudi sprejemajo domačo pridelano hrano. Prav je, da cenimo lokalno pridelavo hrane. To, da otrokom povedo v vrtcu in jih naučijo, kaj je zdrava prehrana, jaz mislim, da je to dolgoročno za njihovo življenje in za njihovo zdravje izrednega pomena in zelo dragoceno. V Metliškem otroškem vrtcu tudi združujejo gibanje, zdravo prehrano, kar je zelo pomembno, kajti gibanje in zdrava prehrana si res podajajo roke. Letos smo prvič obeležili teden slovenske hrane, kar je razvidno tudi iz jedilnika Metliškega vrtca. Današnji zajtrk pa je prav zares šel za med. Verjamemo, da ste si tudi vi danes privoščili tradicionalni slovenski zajtrk. Želimo vam prijeten večer in ostanite v naši družbi.